Prši ven, prosim. Ok. Zdaj pa en tako priden, da bo še mene poslikal. Jaz najdem knov, to prav. Nema sem kaj... Zastava sem moral videti, ne sem jaz. Vseh 5 pa zastava. Dobar. Radio razlaga, milijonar je kupil lipicance. Plemenite živali so bile mirne ves čas poleta nad Atlantikom in učna knjiga uči. Časnik je res poročal in radio napovedoval tudi ob tej priložnosti. Drage dame, cenjeni gospodje, prav lepo pozdravljeni nam, lahko rečemo kar tradicionalni, sicer pa letos po vrsti 6. prireditvi Lipicanci na univerzi. Veseli nas, da boste ta večer preživeli v naši družbi, v soju žarometov, ki nas bodo popeljali skozi točke programa in nas pospremili v svet lipicanskih konj, kot tudi, kot se ob 70-letnici Biotehniške fakultete spodobi v zgodovine ene morda najbolj pestrih in tudi največjih fakultet Univerze v Ljubljani. Tudi letos bomo v tej prireditvi poskušali povezati univerzo, pa njene študente in seveda lipicance, konje, ki niso kar katerikoli konji, ampak so konji, ki so del slovenske identitete, preteklosti in sedanjosti ter njen ponos. Veseli smo tudi, da letošnja prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države, gospoda Boruta Pahorja. Začnimo pa, kot se za takšno akademsko prireditev spodobi, z univerzitetno himno Gaude Amus, ki nam jo bodo zaigrali študentje Univerze v Ljubljani, združeni v skupino Čelo Strajk. Hvala Petri Tavčar, Špeli Črv, Dušanu Vasiču in Anžetu Linču. Sedaj pa dovolite, da prav posebej pozdravim tudi gostne današnje prireditve. Med nami je predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani, profesor dr. Borut Božič, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Andreja Barle Lakota, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh, dekanja Filozofske fakultete, profesorica dr. Branka Kalenić-Ramšak in številni profesori iz različnih fakultet Ljubljanske univerze. Podžupanja občine Domžale magistra Renata Kosec, gospa Marija Ravnikar, predsednica tunkajšnje krajevne skupnosti, pa gospa Mira Bečan, vodja turistično-informacijskega centra Domžale. Lepo pozdravljam tudi pomočnika direktorice Kobilarne Lipica, magistra Janeza Rusa, pa predsednika Združenja rejcev Lipicanca Slovenije, gospoda Marka Avšiča, vede predsednika konjeniškega kluba Krumper, gospoda Istoka Bajca, komandirja postaje konjeniške policije, gospoda Janeza Podobnika. Prav prisrčno pozdravljam tudi prvega vodjo za konjerejo tukaj zadolženega v Krumperku, profesorja dr. Franca Habeta. In seveda lepo pozdravljam tudi predstavnike vodstva ostalih fakultet Univerze v Ljubljani ter vodstvo Biotehniške fakultete, dekana profesorja dr. Miha Humarja, prodekana za znanstveno in raziskovalno delo profesorja dr. Emilija Erjavca, prodekana Biotehniške fakultete za področje zootehnike profesorja dr. Petra Dovča, dekana za fakulteto za elektrotehniko Franca Poligardija. Hvala vam za tako množično udeležbo, s tem tudi dodate temu dogodku seveda nekaj več sijaja. Zdaj pa mi dovolite, da vam na kratko predstavimo zgodovino pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumper, katerega začetki segajo v leto 1979, torej v čas dobrih 30 let po ustanovitvi Biotehniške fakultete. Takrat je bil pod vodstvom profesorja dr. Franca Habeta, njegovega prvega in tudi dolgoletnega vodje, ustanovljen ta konjeniški center, kot tudi konjeniški klub BF Krumperk. Tam je bil med letoma 1981 in 2004 tudi eden vodilnih klubov v preskakovanju zapreg v Sloveniji. Krumperk v obliki, kot se predstavlja danes, deluje od leta 2009, ko je center od Kobilarne Lipica v dolgoročni najem prejel 2 lipicanski kobili, Tias in Famoso ter 2 kastrata, Neapolitana Torso in Favorija Savo. Z leti je številka rasla in do današnjega dne dosegla več kot 10 stalno uhlevljenih lipicanskih konj. 7 od teh je bilo na fakulteti tudi vzrejeni. Najmlajši se je čredi pridružil v prvih dneh junija,
Med žrebci pa je zagotovo najbolj markanten plemenski žrebec Maestoso Batosta 12, ki tudi prihaja iz Kobilarne Lipica in se bom seveda predstavil na današnji prireditvi. Namen današnje prireditve je sicer poleg predstavitve študijskih programov Biotehniške fakultete in možnosti, ki jih center nudi študentom, vam in vašim otrokom, tudi promocija lipicanskega konja in osveščanje javnosti o pomenu naše avtohtone pasme konj. Lipicanski konj je nekaj posebnega. Prireditev Lipicanci na univerzi pa je, poleg seveda osrednje nacionalne prireditve v Kobilarni Lipica, postala ključni dogodek, kjer se na enem mestu predstavi toliko lipicanskih konj in edini, kjer se predstavi toliko mladih jahačev. Zdaj pa k začetnemu nagovoru vabim vodjo PRC za konjerejo Krumperk, docenta dr. Jaka Žgajnarja, ki nam bo namenil nekaj besed. Hvala lepa. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje današnje 6. prireditve Lipicanci na univerzi. Res sem vesel, da ste se v takem številu odzvali našemu vabilu in nas tudi na ta način podprli v naših prizadevanjih pri delu, ki ga upravljamo. Danes smo za mlado študentov, bi lahko rekli, pripravili en pester program 14 konjeniškimi točkami, pri katerih sodeluje preko 60 nastopajočih v zadaj, v odzadju, v zakulisju, pa preko 80 pridnih študentk in študentov. Upam, da boste začutili ta entuziazem, mladostno energijo, ki bi lahko rekel zdaj že kar doma tukaj pri nas na Krumperku. Mi smo se potrudili po najboljših močeh, da pripravimo prireditev. Seveda smo amaterji in včasih je prireditev že kar malo zahtevna, vendar kot pravi mali princ smo se potrudili po najboljših močeh, namreč on pravi, kar delaš, delaj s srcem. Torej, mi smo tole prireditev res pripravili s srcem, tako da upam, da to začutite, uživate. In kot so zaigrali naši študenti, sicer niso zapeli, ampak pesem pravi Gaudeamus in lahko rečemo, torej veselimo se. Hvala lepa. Cenjeni gosti današnje prireditve, dovolite, da nas nagovori tudi dekan Biotehniške fakultete, profesor dr. Miha Humar. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Na začetku se res zahvalim vsem organizatorjem, predvsem kolegu Jaki Žgajnarju, ki je res živi in je živel za to prireditev, tako da res velika hvala za vas trud. Drugače, ko sem pa razmišljal o tej prireditvi, sta mi na misel prišli dve besedi, lipicanci in univerza. V bistvu dva pomembna simbola, dve pomembni inštituciji. Spraševal sem se, zakaj. Če katerega-koli od Slovencev vprašamo, ne našteje 3 simbole slovenstva, bo med njimi zagotovo tudi lipicanec. Slovenci imamo do konjev poseben odnos, še posebej do lipicancev. Skoraj ni promocijskega filma o Sloveniji brez lipicancev. Odnos do konjev se še posebej dobro vidi, naprimer na Štefanovo, ob množici prireditev, ki je blagoslavljajo konje. Slovenski pregovor pravi, da je edina slaba stvar pri konju jahač na njegovem hrbtu. Vendar zakaj konj? Zakaj ne katerakoli druga žival? Pravijo, da je konj najplemenitejša žival, ki je uspela udomačiti človeku. Konj je simbol moči in svobode. V mitologiji nastopata dva konja. Pegas, ki Zevsu zvesto prinaša strele, in trojanski konj, simbol ljubezni do Helene, simbol upornosti, hrabrosti in velike vztrajne ljubezni. Tudi danes, ko konj ne potrebujemo več, se je njihov simbolni pomen še povečal. Drugi del naslova Lipicanci na univerzi je univerza. Inštitut, zasnovan v času razsvetljenstva, ki je preživel do danes. Prostor svobodnega duha kot lipicanci. Slovenske univerze res da ne sodijo med najstarejše na svetu, zagotovo
pa tudi Univerza v Ljubljani daje Sloveniji določeno mero samozavesti in prepoznavnosti. Univerza v Ljubljani je zagotovo prispevala ne samo kamenček, ampak skalo državotvornosti Slovenije. Večina ministrov, vsi predsedniki so diplomanti naše univerze. In eden od temeljev Ljubljanske univerze je naša biotehniška fakulteta. Biotehniška fakulteta predstavlja okoli 10% univerze, tako z vidika študentov, kot tudi z vidika zaposlenih. Če pa pogledamo z vidika znanstvenih rezultatov, pa k skupnim rezultatov prispevamo okoli 15% vseh dosežkov. In ravno naša fakulteta v tem letu praznuje 70 let. Koliko podjetij, ki so bila ustanovljena v viharnih časih po drugi svetovni vojni, še živi? Naša fakulteta pa se klepi skozi celotno 70-letno obdobje rastrosti. Težko sklepam, kakšen je bil položaj naše fakultete pred 40, 50, 60 leti, saj sem zato premalo izkušen. Vem pa, da je danes naša fakulteta ugledna in vplivna inštitucija. Danes naša fakulteta vpliva tako na delovanje univerze, kot tudi Slovenije, aktivna je pa tudi v mednarodnem okolju. Vse to seveda ni zasluga trenutnega vodstva, temveč je posledica trdega dela več generacij zaposlenih na naši fakulteti, ki so nam omogočili materialne pogoje za naše delo in rast. Zavedamo pa se, da ne smemo spati na lovorikah, časi se spreminjamo. Še pred leti smo vsi peli hvalnice globalizaciji, danes pa je antiglobalizacija nova črna. Za nami je obdobje recesije, ne vemo, kaj nas čaka, vendar, kot pravi Churchill, readiness is everything. Pripravljeni moramo biti na vse. Zato moramo ves čas vsi skupaj si prizadevati, da ohranimo oziroma še izboljšamo položaj naše fakultete. Raznolikost naše fakultete se vidi tudi iz dogodkov ob naši 70-letnici. Prejšnji teden sem zvečer prisostvoval razmišljanju o vodi kot gibalu življenja, vodi kot dejavniku podnebnih sprememb, vodi, ki ohranja kulturno dediščino. Današnji večer pa je posvečen živalim, konju, jahanju, prikazu spretnosti. Pravijo, da je jahanje umetnost obdržati konja med teboj in tlemi. Torej, uživamo danes v tej umetniški predstavi. Zdaj pa je čas, da pričnemo z osrednjim konjeniškim delom prireditve. Danes smo za vas pripravili pestro konjeniški kulturni program, v katerem se bodo poleg zanimivih gostov predstavili tudi študentje promocijske skupine jahačev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Skupina deluje v okviru centra in v svojih vrstah združuje tako študente in diplomate različnih fakultet, kot tudi pedagoge, pridruži pa se jim še kakšen dijak. Leti ob svojih študijskih in delovnih obveznostih ljubiteljsko trenirajo pod vodstvom učitelja jahanja Žarka Kariža, ki sedaj že 5. leto poučuje tudi jahalno šolo Pedagoškega raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk in ima bogate več kot 20-letne izkušnje poklicnega jahača in učitelja jahanja. Jahači in fakulteta so med drugim člani tudi Združenja rejcev lipicanca Slovenije, prav tako pa sodelujejo tudi s kobilarno Lipica. Lipicanci so hvaležni jezdni konji, doma so s krasa, prožnega kopita, gizdavega drnca, bistre čudi in trmaste zvestove. Teh nemirnih živali ni mogoče spraviti v razvidne obrazce. Tako je lepo zapisal naš veliki literat Edvard Kocbek. Se jih pa jahači promocijske skupine Biotehniške fakultete ob tej priložnosti združili v veliko kvadriljo 10 konj. Danes torej ob 70-letnici Biotehniške fakultete nas bodo z dinamično točko ob spremljavi glasbe popeljali v sam začetek, torej v čas ustanovitve Biotehniške fakultete, takrat še kot agronomske fakultete. Na slovesnosti v zborični dvorani Univerze v Ljubljani jo je leta 1947 slovesno ustoličil tedanji rektor, akademik, profesor dr. Anton Meli. Pred vami pa zdaj že jahajo docent dr. Jakaž Gajnar in Maestoso Batosta, Žana Marin in Siglavi Tajs, Veronika Frelih in Siglavi Famosa, Urška Kiran in Favori Sava, Sara Žagar Hribar in Neapolitano Torsja, Laura Morena in Tajs Sedmi,
Ana Hrastnik in Siglevi Strana, Maša Pušnik in Maestoza Batosta, Nina Gregorič in Neapolitano Batosta, Nika Gombač in Favori Slavina. Verjamem, da si ta kvadrilja zasluži še en glasen aplavz, potem pa... Seveda nadaljujemo. Vmes vam bom prebral nekaj dejstev, ki jih je dobro poznati, tudi zato, da se lahko pripravimo na naslednji nastop. Začetek delovanja Biotehniške fakultete povezujemo z ustanovitvijo Agronomske fakultete, a začetki nekaterih programov segajo še nekaj let pred to prelomnico. Študij biologije se namreč izvaja že od leta 1919, botanični vrt tega oddelka pa se je odprl že skoraj 100 let pred tem, v letu 1810. Agronomska fakulteta je v letih od svoje ustanovitve dopolnjevala svojo dejavnost in se v letu 1949 preimenovala v Agronomsko in gozdarsko fakulteto, nato leta 1953 v fakulteto za kmetijstvo, gozdarstvo in veterinarstvo. Ime Biotehniška fakulteta se je pojavilo leta 1961. Razvoj različnih strok širšega biotehničnega področja je izkazoval potrebo tudi po novih študijskih programih. Tako so poleg oddelkov za biologijo, agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo nastajali še oddelki za lesarstvo, pa živilsko tehnologijo in živinorejo, ter leta 1996 še oddelek za krajinsko arhitekturo. Leta 1990 se je odcepil oddelek za veterinarstvo in se preoblikoval v veterinarsko fakulteto, no po osamosvojitvi naše države so bili med najpomembnejšimi dogodki na Biotehniški fakulteti odprtje biološkega središča, uvedba medoddelčnega univerzitetnega dodiplomskega študija mikrobiologije, pa uvedba medfakultetnega podiplomskega študija varstvo naravne dediščine, enovitega podiplomskega študija bioloških in biotehniških znanosti, medoddelčnega univerzitetnega dodiplomskega študija biotehnologije, v novejšem času pa predvsem bolonjska prenova študijev ter uvedba interdisciplinarnega doktorskega študija bioznanosti s sloganom Znanost o življenju, znanje za življenje. Poudariti velja, da so skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti naravni viri, torej zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo in voda. Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi pa postavlja fakulteto med pomembne nacionalne družbene institucije. Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage ter krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo, to nam včasih, bodimo iskreni, manjka. Že sedaj pa razvoj znanosti in tehnologij, še bolj pa bo to v prihodnje, zahteva stalno dopolnjevanje znanj in iskanje novih raziskovalnih in učnih področij povezanih z vedami o življenju. In tukaj svoje mesto najdeta konjeništvo in znanost o konjih, ki imata svoje družbene, gospodarske, pa tudi raziskovalne perspektive. In tukaj je umeščen tudi pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk, oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete in v njem prevladujoča reja lipicanskih konj. Pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk ima pestro zgodovino, to ste verjetno zdaj že slišali, lipicanski konji so v njem nepretrgoma uhlevljeni od leta 2009, predtem pa je center med drugim tudi v konjeniški klub Biotehniške fakultete Krumperk postal eden izmed pomembnih temeljev v preskakovanju zapreg in bil do leta 2004 eden vodilnih klubov v državi. In na današnji prireditvi želimo na poseben način tako povezati tudi to obdobje, ki se po več letih premora sedaj simbolično tudi nadaljuje. Z veseljem lahko tudi povemo, da bo prihodnji konec tedna prav tu ponovno organiziran mednarodni turnir v preskakovanju zapreg, tako kot smo jih v preteklosti lahko občudovali tu na Krumperku, torej v imenu konjeniškega kluba Krumperk, lepo povabljeni, da prihodnjo soboto in nedeljo ponovno obiščete tale prostor. Danes pa se nam bo predstavil Robert Bombek, ki je svojo športno pot začel prav v konjeniškem klubu Biotehniške fakultete Krumperk in je član konjeniškega kluba Krumperk tudi danes. V okviru mladinske ekipe je dvakrat osvojil naslov mladinskega državnega prvaka, sicer pa je v svetovnem merilu najvišje rangiran član državne reprezentance in kvalificiran na Evropsko prvenstvo v preskakovanju ovir avgusta v Göteborgu. To je seveda nedvomno velik dosežek. Bil je državni prvak in zmagovalec skupnega seštevka pokala Slovenije v preskakovanju ovir, med svojimi dosežki ima tudi odlično 8. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, med drugim pa ima tudi več uvrstitev med prve 3 na tekmovanju Grand Prix.
Gospod Bombek je tudi član državne reprezentance v preskakovanju ovir in danes se nam bo predstavil z mlado kobilo holštajnske pasme, ki v preskakovanju tekmuje šele prvo sezono, prikazala pa nam bosta, kako poteka trening v preskakovanju zapreg. Ko takole ni glasbe, se seveda tudi aplavz bolje sliši, zato Robert Bombek si tega zagotovo zasluži. In medtem, ko pravzaprav smo že pospravili zapreke, na prizorišče zdaj vabimo 3 prav posebne profesorje biotehniške fakultete. Kot je pogosto pri talentiranih posameznikih, ti poleg uveljavitve v stroki in znanosti nosijo v sebi še kakšen talent. In vsi trije so se v preteklosti zelo resno ukvarjali z glasbo, sedaj pa so združili svoje moči in tvorijo zanimivo, občasno glasbeno skupino. V šali radi povedo, da so bioband, na odprti sceni pa so se pojavili tudi kot Tribio. Uspeli smo jih prepričati, da se predstavijo tudi pred današnjo publiko, torej pred vami. Pred vami pa so torej s harmoniko genetik profesor Peter Dovč, predstojnik oddelka za zootehniko s basom, tudi genetik profesor Simon Horvat, svetovno odmeven v preučevanju gena za debelost, ter saksofonom agrarni ali bolje živilski ekonomist, v medijih tudi vsem dobro poznani, profesor Aleš Kuhar. Bioband oziroma Tribio, tole so bili profesor Peter Dovč, predstojnik oddelka za zootehniko, z basom, genetik, profesor Simon Horvat, svetovno odmeven s preučevanjem gena za debelost, ter saksofonom, agrarni ali bolje živilski ekonomist, profesor Aleš Kuhar. S tretjo jahalno točko se nam predstavljajo pa študentke, zbrane v simbolno predstavitev 16 klasičnih rodov kobil, ki so zastopane v kobilarni Lipica. Dekleta vestno obiskujejo šolo jahanja pod vodstvom Žarka Kariža in so v veliki večini svojo jahalno kariero pričele prav tukaj, na Krumperku, nekatere tudi v okviru športne vzgoje. Sicer pa je letos vsaj en v vsakem paru, prvič na nastopu, tako da je naloga enako zahtevna za vseh 32, ki se bodo predstavili pred vami. Nekoliko izkušenejša dekleta jahajo mlade konje, za katere je ta nastop seveda prvi, še toliko bolj poseben. Kot rečeno, s to točko vam želimo predstaviti 16 klasičnih rodov lipicanskih kobil. Študentke bodo odjahale ob spremljavi komorne skupine Čelo Strajk, ki smo jo slišali že na začetku. Pa vam zdaj kar predstavimo vse jahačice in jahače. Sardinija in Nika Gombač, Spadiglija in Žana Marin, Argentina in Nika Gregorič, Afrika in Veronika Frelih, Almerina in Urška Kirn, Preskjana in Sinja Svetik,
Enlandrija in Laura Morela, Evropa in Sara Pija Marinček, Stornela in Laura Neuricht, Famoza in Liza Košutnik, Deflorata in Ana Hrastnik, pa Gidrana in Maja Penko, Djebrin in Maša Pušnik, Merkurio in Vida Potočnik, Teodorosta in Sara Žagar Hribar ter Rebeka in Karmen Zmrzlak.
Hvala lepa za tole lepo točko, ker današnja prireditev poteka ob 70-letnici ustanovitve fakultete, vam želimo našo fakulteto predstaviti tudi z vidika pestrosti in raznolikosti fakultete. Več kot 70 let rastemo, se širimo, razvijamo in krepimo. In kot se rad pošali naš dekan, je eden od razlogov, zakaj biotehniška fakulteta vedno zmaguje, v tem, ker je bila ustanovljena dan pred dnevom zmage. Fakulteto sestavlja 7 oddelkov, dekanat in 3 kolegiji študijev. Naš dekan se rad pošali tudi, da smo kot nekdanja Jugoslavija z republikami in avtonomnimi pokrajinami. Fakulteta ter njihove dislocirane enote so organizirane na 13 lokacijah poleg Ljubljane, omenimo predvsem še to v Domžalah, na Krumperku in v Logatcu, kjer imamo živinorejo, in pa Bilje pri Novi Gorici, kjer imamo sadovnjak ter Kromberk, amfelografski vrt. Zadnja pridobitev pa je nakup gozda na Vrhniki in posebej poudarimo 34.300 rastlin na prostem, za katere skrbi naš botanični vrt, ki je prispeval cvetje tudi za to današnjo prireditev. Pri tem fakulteta upravlja 153,7 hektarji kmetijskih površin, 77 hektarov šolskega gozda, 149 laboratorijev, 245 glav govedi, 11 stalno uhlevljenih lipicanskih konj, ki se nam predstavljajo torej danes, nekaj tisoč kokoši, ki jih nismo pripeljali, pa petelinov in mladih kokoši. Tamle v prireditvenem prostoru pa so danes z nami tudi dan stari piščančki. Imamo tudi drobnico, pa kunce. Nadalje biotehniška fakulteta upravlja s 15 pedagoško-raziskovalnimi stavbami in ima v lasti ali upravljanju še 29 drugih gospodarskih objektov. Eden izmed njih je tudi pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk, kjer danes ta prireditev tudi poteka. No, zdaj pa je pred nami naslednja točka današnje prireditve. Poleg klasične šole jahanja v okviru Krumperka deluje tudi mala šola jahanja, ki je namenjena navduševanju mladih, torej nadobudnih jahačev in jahašic. Predvsem pa se jim želi približati skrb za živali in jih seveda navdušiti nad jahanjem kot športno disciplino, kot tudi nad lipicanskimi konji. Danes se nam bodo predstavili dvorni jahači s posebno točko, v kateri nam bodo na pipicancih, lesenih konjičkih, prikazali osnovne dresurne elementi klasičnega jahanja in tudi že nekatere elemente visoke šole jahanja. Otroci na pipicanerjih trenirajo predvsem v okviru konjičkovih delavnic pod vodstvom študentk Laure Morela in Ane Hrastnik. In zdaj boste videli pipicance in njihove skrbne jahače, Neža Vovk je tu in Batosta, Larisa Dremelj in trompeta, Miša Kočar in Gracija, Nejc Bole in Konversano, Julija Prah in Lipica, Urban Zopavc in Favori Sava, Ajda Barbo Mrkar in Pluto Samira, Zara Kosac in Allegro Tajs, Flora Žgajner in Maestoso Batosta in Lovro Zore in Neapolitano. So bili Neža Vovk, Larisa Dremelj, Miša Kočar, Nejc Bole, Julija Prah, Urban Zopanc, Ajda Barbo Mrkar, Zara Kosec, Flora Žgajner in Lovro Zore. Še enkrat iskrene čestitke za tale nastop. No, tole so bili torej naši mladi jahači in morda koga izmed njih pot pripelje tudi na študij na biotehniško fakulteto. Takšnih je bilo že kar veliko, tako je od leta 1953 pa do danes na biotehniški fakulteti diplomiralo med drugim preko 18.000 diplomantov različnih stopenj in kar 1171 doktorjev znanosti. Po simbolni predstavitvi kobil in čudovitem nadstopu telih najmlajših jahačev s pipicanci so sedaj seveda na vrsti še žrebci, ki štejejo 6 klasičnih linij, 2 pa sta se dodatno izoblikovali nekoliko pozneje. Simbolno vam tako danes predstavljamo vseh 8 linij. Tudi med jahači, ki prihajajo pred nas, je večina takšnih, ki so se v sedlo prvič zaviheli prav v okviru športne vzgoje tu na Krumperku, 3 med njimi letošnje študijsko leto. Fantje so preko leta pridno trenirali in nam bodo sedaj prikazali tudi, kaj so se naučili. Linije žrebcev, ki nam jih predstavljajo jahači, pa so Pluto in Matej Valenčič, Neapolitano in Simon Jesenšek, Konversano in Nik Aleksandr Toš, Maestoso in Nejc Levanič, Favori in Sebastian Grme, Siglavi in Anže Pipan, Incitato in Gaj Dobrikar ter Tulipan in Peter Omejc.
V naslednji točki pa se nam bo predstavila še velika šolska kvadrilja deklic. Gre za mlade jahačice, ki tudi pridno trenirajo pod vodstvom učitelja jahanja Žarka Kariža. Večina med njimi je svojo jahalno pot začela v okviru aktivnosti male šole jahanja, tu na centru, za skoraj vse pa je to seveda prvi takšni nastop. Pred nami bodo nastopile Lana Špan in Maestoso Batosta, Maša Majretič in Siglavi Strana, Tjaša Cjuha in Neapolitano Batosta, Kaja Zajc in Maestoso Batosta, Amelija Viks in Thais Sedem, Špela Resnik in Neapolitano Torsija, Maja Resnik in Siglavi Famosa in Tina Lavrič in Favorisava. Tole so bili Matej Valenčič, Simon Jesenšek, Nik Aleksandr Toš, Nejc Levanič, Sebastian Grmek, Anže Pipan, Gaj Dobnikar in Peter Omejc. Zdaj pa še enkrat povabimo naše čeliste Petro Tavčar, Špelo Črv, Dušana Vasiča in Anžeta Lična. Smo veseli, da so se mladi odzvali našemu povabilu in zgodali popestrili tale današnji dan. Dovolite, da jih tudi še predstavimo na kratko. Gre za skupino mladih violončelistov z Primorske, ki so tudi člani simfoničnega orkestra Nova Filharmonije. Nastopajo v različnih zasedbah, od kvarteta do okteta violončel. Idejo za oblikovanje takšne skupine, ki je v svetu komorne glasbe redko zastopana, pa so dobili pri slovitevnem ansamblu violončel berlinskih filharmonikov. Hkrati so njihovi vzorniki tudi violončelisti iz finske metalne skupine Apokaliptika. No, odlikuje jih želja po skupnem ustvarjanju, pa smisel za skupinsko delo in mladostna razigranost. Komorna skupina Čelostrajk ima več članov sicer, kjer so ustvarjajo mladi glasbeniki, pa srednješolci, študenti in tudi zaposleni. Nekateri med njimi obiskujejo konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana, drugi nadaljujejo študijsko pot na Akademiji za glasbo v Ljubljani, tretji pa študij opravljajo na drugih fakultetah in jim glasba pomeni pomembno prostočasno vrednost, ki jo želijo umetniško nadgrajevati. Njihov repertoar vsebuje znana dela klasičnih skladateljev, plesne ritme, nežne romantične melodije in tudi temačne zvoke skupin, kot sta Metallica in Apokaliptika. Skupaj so začeli igrati leta 2014, za seboj imajo že veliko koncertov. Verjamem, da jih lahko tudi najamete za kakšno poroko, vas bodo zelo veseli, tukaj pa jih boste poslušali zastonj.
Tole so bile Lana Špan, Maša Marjetič, Tjaša Civka, Kaja Zajc, Emilija Viks, Špela Resnik, Maja Resnik in Tina Lavrič. Čestitke punce in posebna pohvala tudi Žarku Karižu, ki skrbi, da vsi ti jahači dobijo znanje. Če ga ne poznate, to je gospod tam bolj na drugi strani, bolj v ozadju, ampak verjemite, brez njega vsega tega, kar ste zdaj videli, ne bi bilo. Zdaj pa sledi nekoliko drugačna točka, ki na naših prireditvah še niste videli. V naslednji točki se nam bodo predstavili policisti konjeniki iz postaje Konjeniške policije Ljubljana, ki je v organizacijski sestavi Policijske uprave Ljubljana. Veseli smo, da smo v letošnjem študijskem letu začeli s tesnejšim sodelovanjem, tako pri pedagoškem procesu, kot tudi pri raziskovalnem delu. Na postaji Konjeniške policije Ljubljana se lipicanski konji uporabljajo namreč že več kot 22 let. Predanost delu in sočloveku in predanost konju, kot prijatelju, s katerim si delita vse. Radost, težko delo, napore in veselje, pa kanček sreče. Ko pravita tisto, za kar sta poklicana seveda, vedno skupaj, v dobrem in v slabem, pravijo policisti. Policijski konjeniki delo opravljajo tako v mestih, kot tudi na podeželju in v gozdovih. Predvsem so uporabni in primerni pri varovanju zahtevnejših javnih prireditev. Nepogrešljivi so za delo na zahtevnih terenih, kot so gozdovi, obrežja rek, še posebej pri iskanju pogrešanih in izgubljenih osebah, iskanju storilcev kaznivih dejanj in pobeglih obsojencev. Službeni konji morajo biti po temperamentu mirni in ubogljivi, taki, da ne reagirajo na moteče elemente v okolju, pa potrpežljivi za delo z otroki v šolah in vrtcih, uporabni pri množičnih prireditvah, primerni morajo biti za delo v starih mestnih jedrih in drugih kulturnih ter turističnih krajih. Policisti konjeniki izvajajo prikaz učenja, usposabljanja ter priprave službenih konj na različne moteče elemente, s katerimi se sami in njihovi službeni konji srečujejo pri vsakodnevnem delu, kot tudi izvedbo spremljanja navijaških skupin, ki pri tem uporabljajo za navijanje različne rekvizite, ragle, troblje, bobne in zastave pa kakšno petardo. Prav tako je torej prikazana vaja prehoda čez razne ovire, kot so ponjava, baloni, dim, pri čemer jih spremljajo zvočni efekti. Predstavitev dela in opreme službenih konj za vzdrževanje javnega reda in miru, kot je leta huje in množično kršen, izvajajo policisti konjeniki iz postaje Konjeniške policijske postaje Ljubljana lipicanskih konjih, in sicer so to policisti Luka Jutršek na maestozu Slavini, Luka Penčlin na maestozu Dobovini, Janez Ramovš na Plutu Famozi in Jure Vrečar na Plutu Strani. Pri predstavitvi dela pa jim pomagata tudi inštruktor Ivan Globokar in policistka v konjenici Adriana Pavlovčič, oziroma Adriana Pavlovič.
Za tale band pravijo, da se jih težko nasitite, čeprav se vsi ukvarjajo s prehrano, in da so zelo popularni, ker so bioband. Tole so bili genetik, profesor Peter Dovč, pub genetik, profesor Simon Horvat in ekonomski in živilski ekonomist Aleš Kuhar. Naš Kocbek pa pravi, dobro je, kadar sije dan, lipicanci so črna žrebeta, in dobro je, kadar pada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan z noči, kajti lipicanci so belo-črni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine. Pred nami bodo nastopila mlada črna žrebeta v spremstvu belih kobil, tudi v tej točki je večina letošnjih žrebet in je tole njihov prvi nastop. Predstavile pa se nam bodo Sinja Svetik in Favori Sava, Maja Penko in Siglavi Tajs, Rebeka Gričar in Siglavi Famoza, Brina Bek in Neapolitano Torsija, Laura Neuricht in Maestoso Batosta, Vita Žerak Novak in Tajs 7, Liza Košutnik in Siglavi Strana, Živa Zore in Siglavi Trompeta, Carmen Zmrzlak in Maestoso Slavina, Sara Pija Marinček in Maestoso Batosta in Minka Kolenc ter Neapolitano Batosta.
Penko, Rebeka Gričar, Brina Bek, Laura Neuvel, Vita Žerak Novak, Liza Košutnik, Živa Zorc, Karmen Zmrzlak, Sara Pija Marinček in Minka Kolenc. Spomni se otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji. Dobro veš, da smo zemlja tekem in dirk, zato tudi razumeš, zakaj so se beli konji iz Noetove barke zatekli na naša čista tla, zakaj so postali naša žival, zakaj so stopili v legendo zgodovine in zakaj razburjajo našo prihodnost, nenehoma nam iščejo obljubljeno deželo in postajajo zanosno sedlo našega duha. Ne tako skrivnostno, zato pa toliko bolj tesno sta prepleteni slovenska zemlja in zgodovina Lipicanca. Njegove korenine segajo v kobilarno Lipica, ustanovljeno leta 1590, ki je nasploh ena najstarejših kobilarn. Nastala je na pobudo moža Marije Terezije, ki je bil sam izredno navdušen nad konji. Kraški svet po vremenskih, pa prostorskih pogojih seveda precej spominja na razmere v Španiji, zato je bil kot eden glavnih akterjev pri nastanku Lipicanca izbran prav španski konj. Žrebce te in drugih pasem so križali z domačimi kraškimi kobilami in sčasoma izoblikovali enega najbolj prepoznavnih simbolov konjereje in konjeništva pri nas in seveda tudi v svetu. Kobilarna, ki je nastala in se razvijala zaradi Lipicanca in za Lipicanca, je pomembna slovenska kulturna vrednost in vrednota. K njeni ohranitvi veliko prispevajo predstavitve lipiške jahalne šole, v katerih se Lipicanec predstavi v svoji najboljši, najplemenitejši podobi. Danes se nam bodo trije vrhunsko izšolani lipicanski žrebci premierno na tej lokaciji predstavili v tako imenovani točki šole nad zemljo. Spektakularni skoki šole nad zemljo so čudovit vrhunec dresure konj. Lipicanci so zanje še posebej nadarjeni, z njimi pa so zasloveli po vsem svetu. Za izvajanje teh figur v Lipici izberejo le naravno nadarjene žrebce z izjemno telesno močjo in veliko sposobnostjo dojemanja. Prav vse skoke šole nad zemljo, levade, pasade, krovet in kapriole izvajajo lipicanski žrebci tudi v naravi, med igro, na primer. Trening in šolenje sta zato namenjena le temu, da jih izvedejo na znak jahača in z opremo. Pa dovolite, da jih na kratko predstavimo. Levada je ena najzahtevnejših figur šole nad zemljo, ki zahteva izredno ravnotežje konja. V levadi morajo biti skočni sklepi zadnjih nog žrebca čim manj dvignjeni od tal, prednje noge pa pokrčene. Ko žrebec v največji meri zbranosti prenese svojo težo na zadnji del trupa, se pravzaprav usede na zadnje noge pod kotom 30 do 35 stopinj, v tem položaju pa potem nepremično vztraja nekaj sekund. Figura pesade je podobna figura levadi, le da se žrebec pri tej figure dvigne pod kotom 45 stopinj. Čeprav je kroveta izjemno zahtevna figura, tudi zame velja, da jo lipicanski žrebci izvajajo sami v naravi. Prepričani pa smo, da vas bo navdušila, saj je spektakularna in atraktivna, je prava mojstrovina, ki jo obvladajo le redki žrebci, saj zahteva izreden temperament in fizično moč, še posebno zadnjega dela. Zaradi težavnosti te figure traja šolenje žrebcev za krovet dlje od šolenja za ostale figure šole nad zemljo, pri tem elementu pa se mora žrebec uravnotežiti v pjafu, se dvigniti v pesade in nato z zadnjima nogama sonožno odrivati v krovet. V klasični šoli jahanja velja, da mora žrebec izvesti najmanj 3 takšne sonožne skoke in vsak dodatni skok je nadgradnja oziroma presežek, ki ga velja nagraditi z aplavzom. Upam, da ste si zdaj kaj od tega zapomnili, da bomo ploskali v pravih trenutkih. Figuro kapriole izvajamo iz pjafa ali galopade oziroma galopa na mestu, zahteva izredno elastičnost, hitrost in temperament konja. Žrebec mora v kaprioli skočiti čim više, saj lahko le tako enakomerno doskoči na tla z vsemi 4 nogami sočasno. V najvišji točki skoka žrebec sočasno brce z zadnjima nogama nazaj, da lahko to izvede, pa mora biti v tem trenutku s prednjim delom telesa više kot zadnjim. Le tako lahko z zadnjima nogama brcne, medtem ko ostanejo prednje noge pokrčene. Skratka, tole se že bere zelo zakomplicirano, še težje pa je to izvesti, ko je na konju tudi jahač. V današnji točki se nam predstavljajo 649 konversano, trompeta 43 in Gregor Lisjak, pokazala nam bosta korbe.
531 Neapolitanov Slava 11 in Iztok Jelušić skupaj bosta predstavila Levade ter 363 Ciglavi Samira 22 in Boris Placer pa nam bosta predstavila Capriolo. Morda prej nisem dobro prebral ali pa kaj napačno, ampak se mi zdi, da je treba zdaj še enkrat ploskati ob vseh teh stvareh. To so bili Gregor Lisjak, Iztok Jelušić in Boris Placer. Nič temnejšega ni od jasne govorice in nič resnejšega ni od pesmi, ki je razum ne more zapopasti. Junaki šepajo v svetlem soncu in modrijani jecljajo v temi, burkeži pa se spreminjajo v pesnike, krilati Pegazi vedno hitreje dirjajo nad votlinami naše stare zemlje in poskakujajo in trkajo, nestrpne slovanske živali še vedno budijo kralja Matjaža. Sedaj, ko se bližamo koncu današnje prireditve, pa je pred nami še njen vrhunec, za katerega žarometi ne bodo več potrebni. V izjemni točki bodo nastopili jakači, ki bodo z baklami v rokah kot krilati Pegazi v galopu pridirjali pred vas. In sicer dr. Jaka Žgajnar in Maestoso Batosta, Nika Gombači in Favoris Slavina, Matej Valenčinč in Neapolitano Batosta, Simon Jesenšek in Siglavi Tajs, Sara Žagar Hribar in Maestoso Batosta, Nina Gregorič in Maestoso Batosta, Urška Kiren in Favoris Sava, Laura Morela in Tajs 7 in Žana Marini in Neapolitano Torsija. Kdor še ne zna zajezditi konja, naj se čimprej nauči ukrotiti iskro žival, obdržati se svobodno v lahkem sedlu in uloviti ubrano mero drnca, predvsem pa ustrajati v slutni, kajti naši konji so pridirjali od daleč in so daleč namenjeni. Motori radi odpovedo, sloni preveč pojedo, naša pot pa je dolga in peš je predaleč. In tudi mi smo zdaj že prišli, čisto do konca. In pred koncem bi prosil za zadnjo besedo še profesorja doktorja Petra Dovča. Spoštovani obiskovalci, dovolite, da se vam zahvalim za ta lep obisk na koncu tega prijetnega večera. Rad bi se zahvalil vsem sodelujočim, ki so omogočili ta lep program. Predvsem se zahvaljujem tudi našim gostom, konjeniški enoti policije in ekipi iz Kobilarne Lipice, ki so še posebej popestrili ta današnji program. Jaz upam, da je vsaka generacija našla nekaj zase. Vidim, da najmlajša generacija se zelo lepo zabava. Upam, da ste tudi drugi uživali v tem večeru in vas vabim, da se ob letu spet srečamo na podobni prireditvi. Hvala in nasvidenje.